Kaj ste prišli na košarko pogledati? Ja. A videl tudi igrate košarko? Ja. No, kot vidite mi pa na vozički. Ja. In vas zanimajo, kakšna so pravila, kaj? Ja. Bi rada poskusila? Najprej je prvo pravilo, da če si daš na krilo žogo, dvakrat poženeš, potem moraš pa odbiti. Glavne, potem pa... Drugače narediš korake. Tudi pri nas poznamo korake, ne? Čeprav se mogoče smešno sliši, ampak so, ne? Glavnem, držiš ga pa tak, da ga oviraš tudi z vozičkom, ga zaustavljaš, ne? Lahko, če ga pa vdariš tak po roki, je pa tudi faul, ne? Tako da lahko samo po žogi vdariš, ne? Samo po žogi. Kako je pa metati na koš, če si nižji? Ja, težje je, zaradi tega, ker nimaš odriva, ne? Ti se lahko z nogami malo odrineš, pa si s tem v bistvu pomagaš, da imaš močnejši met. Medtem, ko mi moramo metati sede, ampak če imaš malo zaleta, vse potem lažje vržeš, če se malo pelješ, ne? Pa če čisto iz mesta, ne? Je že kdaj prišlo do tega, da ste se zaleteli z vozički? Ja, v bistvu je, ne? Košarka je nasplošno kontaktna igra, ne? In pri nas pač kontakti ne toliko z telesi, koliko z vozički, ne? Ja, večkrat se zgodi, recimo ti enega pokrivaš, pa se nagneš malo tak na stran, da bi ga pokril, ne? Pa se v bistvu nagneš malo preveč, pa padeš tudi, ne? Gremo lahko že na vozičke. Ja, po moje kar, ne? Ja. In zakaj se to držiš vse? Tak potiskati bi se moral v bistvu tako. V bistvu primeš z obema rokama, pa se v bistvu s tem potiskaš pol kolesa. Kako pa se zavija? Če hočeš iti v desno, pomeni, poženeš, to tega držiš na mestu, pa za levo roko porivaš naprej. Sploh ni tako težko, ker sem mislila, da bo. Ni tak. Ti bom samo pokazal še, kako jo pobereš, kadar je tak na tleh, ne? Se pravi, prideš malo daleč in pol v bistvu si tak gor nasloniš, pa v bistvu samo tak gor pobereš. Probaj to. Pazi. Hudo. Možeš dati z obema rokama. Ja. Kaj, gremo igrat? Ja? Pokličemo še Danilota, enega še? Dajmo. Danilo! Ajde. Ti boš s kom? Fanto? Patrika, zbi! Ja, kdo je pol zdaj zmagal? Ja, mi dva. Ja, ki ste golfala. No, ti si golfal. Ja, kako nam je pa šlo? Jaz mislim dobro. Ja, Za ni ti prvič. šlo dobro, ker si vstajal. Malo je res stajal, ja. Ne bi smel vstajati, ampak drugače, za 5 minut treninga sta bila odlična. Kako se pa je vama dopadlo, vajni občutki? Meni je bilo super. Meni tudi, pač čist drugače kot na normalni košarki. Super. Ste čutila tisto treskanje med vozički? Je bilo kaj strah? Ne, jaz pač nisem niti hotel toliko zaleteti. Dobro. Ja, ker nisem pričakovala, da bo en od zadnjih prišel pa me je zabil. Pa zakaj pa ste na invalidskih vozičkih? Tukaj smo v bistvu zbrani iz različnih koncev. Eni zaradi nesreče, eni že tudi od rojstva so imeli kako poškodbo, tako da smo največje poškodbe paraplegije. Tudi sama paraplegija, poškodba hrbtenjače v bistvu je začela s to košarko na vozičkih zgodovini. Potem pa se pridružimo včasih amputiranci, tudi cerebralna paraliza, otroška paraliza, da praktično smo iz vseh koncev in krajev s takšnimi in drugačnimi izkušnjami, ki pa jih ravno športom obrnemo na dobro plat, pa v bistvu, da smo potem aktivni, pa še gibamo, pa vidimo, česa vsega smo še sposobni, pa da v bistvu življenje ni tako enobarvno, kot se nam včasih zdi. Ja.